Ko potegnemo črto pod leto 2013, ne moremo mimo propada rokometnega kluba Cimos Koper. Najboljši primorski športni kolektiv in dobitnik številnih nagrad je v nekaj mesecih doživel padec iz raja v pekel. Cimosovi samodržci in športni analfabeti so klub potegnili v vrtinec, iz katerega ni bilo več rešitve. Dejstvo je, da mi nismo krivec, tako kot so oni navedli v izjavi za nastalo situacijo, ampak so to odgovorni ljudje. Vemo, da pač je sponzor odstopil, zato je krivca treba poiskati nekje drugje. Žal mi je, preživel sem čudovitih 6 let, veliko uspehov. Koprski rokometaši danes nastopajo v zadnji ligi. Podobna usoda je grozila tudi nogometašem. Preobrat v režiji koprskih veljakov pa je poskrbel, da imamo na Bonifiki trenutno drugo uvrščeno moštvo državnega prvenstva. Tudi Cimosu, nekdanjemu Cimosu, rokometnemu klubu, bo Luka Koper pomagala. Obljuba vredna prazničnega decembra. Med ostalimi športnimi kolektivi so izstopale odbojkarice Luke Koper, ki so osvojile 3. mesto v državnem prvenstvu. Moštvo Bronxa, ki je prišlo do prve lovorike v zgodovini kluba, osvojili so pokal, in državni prvaki balinari Hrasta iz Kobje Glave. Šampanjci se odpirajo, se bojo odprli, zabava verjetno bo do jutra. Neplanirano na začetku sezone tega rezultata nismo pričakovali. Tudi posamezni športniki v kolektivnih športih so letos poskrbeli za nekaj presežkov. Nebojša Joksimović je v dresu z državnim grbom osvojil 5. mesto na domačem Eurobasketu. Walter Birsa je prestopil v klub z največ evropskimi in svetovnimi lovorikami Milan. Smučarski skakalec Jaka Hvala je navduševal posamično in ekipno na snegu, jadralec Vasilij Žbogar pa na morju. Izolan je letos prestopil v razred fin in se takoj okitil z naslovom evropskega prvaka. Jaz upam, da bomo v naslednjem letu oziroma zdaj v bližnjem obdobju popravili še tisto, kar nam manjka, in da bomo lahko bili še močnejši po vseh pogojih oziroma po vseh vetrovnih pogojih. Med športnicami je tudi letos razveseljevala Špela Ponomarenko Janić. Najprej je bila 2-krat zlata na mediteranskih igrah, nato pa bronasta na svetovnem prvenstvu. Trdo smo trenirali, dosti smo bili od doma, ampak na koncu se je izplačalo in bi se rada zahvalila tudi Stjepanu, da je imel potrpljenje, da je bil vse z mano in v dobrih, ko smo se kregali in ko se nismo, večinoma zaradi treninga, zato ker ipak je to stresno. Veliki met je v letu 2013 uspel gorski kolesarki Tanji Žakelj, ki je postala evropska prvakinja, osvojila pa je tudi skupni seštevek svetovnega pokala.